V kriptosvetu je vse več strahu, ampak ali je to v bistvu priložnost? V drugih novicah pa tudi. Nemški regulatorji od WorldCoin zahtevajo izbris podatkov, MicroStrategy nadaljuje z nakupi in kako med prazniki deliti uporabne nasvete o kriptovalutah. Dobrodošli v Kriptopulzu tega tedna. Indeks strahu in pohlepa, ki miri čustva na trgu kriptovalut, je dosegel najnižjo raven od predsedniške zmage Donalda Trumpa. Na začetku meseca je indeks dosegel vrednost 70, kar kaže na umiranje pretiranega optimizma vlagateljev, vendar še vedno odraža prevladujoč pohlep. V preteklosti je indeks dosegel vrh pri vrednosti 94, kar je napovedovalo močno rast. Trenutni padec pa kaže, da so vlagatelji bolj previdni pri svojih odločitvah. Kljub temu Bitcoin še vedno ostaja nad $90,000, čeprav je v preteklem tednu izgubil več kot 8% svoje vrednosti. Kaj vi pravite na ta zadnji padec? Je to priložnost? Zaupajte nam spodaj. Nemški nadzorni organ za varstvo podatkov BayLDA je WorldCoinu naložil, da v enem mesecu izvede izbris podatkov, ki niso skladni z evropsko uredbo GDPR. Projekt Word, ki za digitalno preverjanje identitete uporablja biometrične podatke, je bil deležen preiskave zaradi zbiranja podatkov o očesni šarenici. BayLDA trdi, da želi s to odločitvijo okrepiti pravice uporabnikov in zagotoviti njihovo pravico do izbrisa podatkov. WorldCoin se je na odločitev pritožil in zahteva jasnejšo pravno definicijo anonimnosti v EU, saj trdi, da je ta ključnega pomena za zaščito zasebnosti v digitalni dobi. To bo pa še zanimivo spremljati, kako se bo izteklo. Če so ti naše novice do zdaj všeč, nam daj en všeček, komentiraj spodaj in seveda ne se pozabiti naročiti na kanal, da ne zamudite naslednje epizode. Podjetje MicroStrategy je v preteklem tednu kupilo več kot 5200 bitcoinov po povprečni ceni $106,000 na enoto, kar je najvišja cena, ki jo je podjetje doslej plačalo. Skupno ima zdaj MicroStrategy več kot 444,000 bitcoinov v vrednosti $27,7 milijarde. Kljub visokim cenam podjetje nadaljuje z nakupi skladno z obljubami ustanovitelja Michaela Saylorja. Vendar pa analitiki opozarjajo na možno upočasnitev nakupov v prihodnjem letu, predvsem zaradi makroekonomskih dejavnikov in prihajajočih političnih sprememb. Seveda, ko se cena viša, se tudi nakupi posledično zmanjšujejo oziroma upočasnjujejo, kar je seveda logično. Božični prazniki pogosto prinesejo vprašanja sorodnikov o vstopu v svet kriptovalut. Pomembno je, da jim svetujete previdno in poudarite odgovornost pri vlaganju. Kot začetnike jih je dobro opozoriti na tveganja prehitrega vstopa na trg zaradi strahu pred zamujeno priložnostjo, to je FOMO. Priporočljivo je začeti z varnejšimi naložbami v Bitcoin in Ethereum, medtem ko naj bi za tvegane altcoine namenili le majhen del sredstev. Prav tako naj bodo pripravljeni na izstop s trga ob pravem času, kar je precej teže, kot se marsikomu zdi. Pravilna strategija vključuje tudi ohranjanje prihrankov za prihodnje priložnosti, ko trg izgubi svoj zagon in postane manj priljubljen. Zagotovo so ti prazniki prežeti s pogovori o kriptovalutah, kar lahko nekateri vidijo tudi kot znak nasprotja za prodajo. Hvala vam za pozornost, želim vam lep preostanek praznikov in se vidimo v naslednji epizodi.